Za bogoslužje četrte in zadnje adventne nedelje je značilna tema bližine, Božje bližine do človeštva. Evangeljski odlomek nam predstavi dve osebi, ki sta bili bolj kot ostale vpletene v to skrivnost ljubezni. Devica Marija in njen ženin Jožef. Skrivnost ljubezni, skrivnost bližine do človeštva. S temi besedami je papež Frančišek začel opoldanski nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče pozdravil vse navzoče na trgu ter dejal: Vse vas prosim molite, da se bo dialog o Demokratični republiki Kongo odvijal s vso jasnostjo, da bi preprečili kakršnokoli nasilje, ter da bo dobro za vso državo. Pape se je nadalje zahvalil vsem, tako posameznikom kot inštitucijam, ki so mu včeraj voščili, in nadaljeval. Domenica prossima sarà Natale. Prihodnjo nedeljo bo Božič. Ta teden skušajmo najti kakšen trenutek, da se ustavimo, utihnemo ter si predstavljamo Marijo in svetega Jožefa, ki gresta v Betlehem. Torej pot, napor, pa tudi veselje, ganjenost in potem stiska pri iskanju prostega prenočišča, zaskrbljenost in tako dalje. Pri tem nam bodo zelo pomagale jaslice. Skušajmo vstopiti v pravi Božič, tisti Jezusov, ki se nam približuje. On, ki je Bog z nami, da bomo prejeli milost tega praznika, ki je milost ljubezni, ponižnosti in nežnosti. V teh trenutkih se spomnite tudi moliti zame. Dobro kosilo in nasvidenje. Papež Frančišek je med opoldanskim nagovorom še dejal: Marija je predstavljena v luči prerokbe, ki pravi: Glej, devica bo spočela in rodila sina. Evangelist Matej je to prepoznal, da se je zgodilo v Mariji, ki je spočela Jezusa po delovanju svetega duha. Božji sin je prišel v njeno telo, da bi postal človek, in ona ga je sprejela. Bog se nam je približal in sprejel meso žene. Tudi nam se, a na drugačen način, Bog približa svojo milostjo, da bi vstopil v naše življenje, ter nam ponudil dar svojega sina. In kaj bomo storili mi? Ga bomo sprejeli? Ga pustili, da se približa, ali zavrnili, odgnali, kakor Marija, ki je svobodno ponudila samo sebe Gospodu zgodovine in mu tako dovolila, da je spremenil usodo človeštva. Tako tudi mi, ko sprejmemo Jezusa in ko skušamo vsak dan hoditi za njim, lahko sodelujemo pri njegovem načrtu zveličanja glede nas samih kot sveta.